Tako klapo, kot smo imeli letos, je bila na isti način kot prejšnje leto na Evropskem in jaz mislim, da bomo kar delali še preglavice reprezentancem na naslednje leto. Če bi zavrtel nazaj, če bi to spremenil, da bi še enkrat po tej Litvi igrali, ampak na koncu mislim, da smo se tudi po najboljših močeh. Prvi krog turnira smo res odlično odigrali, tudi potem ona lepa zmaga nad Dominikansko republiko, potem pa nažalost dobili naslednje nasprotnike Američani, ampak mislim, da je to bila realna slika, da so oni bistveno boljši od nas. Je pa res, da vstaja mal ta kanček prikusa, kajti če bi tekmo z Litvo dobili, bi verjetno igrali tudi polfinale, ampak tudi tu bi se srečali z Američani. Vendar tako kot je bilo dobro in mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo naredili. Dobili smo par novih mladih igralcev, ki bo v prihodnosti pomagali ekipi, reprezentanci in mislim, da je to največji dosežek. Ne razmišljam toliko še o tem, zato ker dokler res ne vidim pogodbe ali pa se resnično želijo, se sploh nekaj ne obremenjujem s tem. Lepo je videti to, ampak jaz sem tukaj, da igram košarko, tako da upam, da bo se to čim prej zgodili in da bomo po svojem imeli. Čutiš, da si recimo že zdaj zrel za NBA? Čutim, ja, ne, čutim. Jaz sem že v bistvu prejšnjo leto bil zrel za NBA, ampak nažalost letos mogoče bi že zdavni pred svetovnim prvenstvom podpisal, ampak sem imel to poškodo hernije in nisem mogel biti na Summer League. Proud of them, just really proud of them, really proud of the effort they gave, really proud of the enthusiasm that they played with, and they couldn't have represented the country any better. This is a special group. Naši navijači so v bistvu postali naš zaščitni znak. Res je lepo, da nas spremljajo v takem številu. Upam, da bojo naslednjo leto prišli še v večjem številu in upam, da bomo igrali v Zagrebu.